Obstajajo govorice, da so že starodavni ljudje gradili strukture, ki jih strokovnjaki še danes težko razložijo. Templji, izklesani iz celih gora, mesta z naprednimi vodnimi sistemi in ogromni kamni, za katere se zdi, da jih je bilo v njihovem času nemogoče premakniti. Vprašanje je, kako so jim to uspelo narediti in zakaj so nekatere starodavne strukture videti tako napredne za svoj čas. V tem videu bomo raziskali 10 domnevno starodavnih krajev, ki naj bi bili tisoče let pred svojim časom v zgodovini. Preden začnemo, prosim všečkajte in se naročite na ta video. To nam, ustvarjalcem vsebin, veliko pomeni. Hvala lepa in zdaj začnimo. Mohendžodaro v Pakistanu. Mohendžodaro je del tako imenovane starodavne civilizacije v dolini Inda na območju današnjega Pakistana. Po mnenju zgodovinarjev in ugotovitvah arheoloških raziskav je bilo to mesto zgrajeno pred več kot 4000 leti. In še danes je veliko strokovnjakov presenečenih, kako napredno je bilo njegovo oblikovanje za njihov čas. Mesto ni bilo zgrajeno naključno. Ceste so bile v mrežnem vzorcu, a še bolj presenetljivo je tisto pod zemljo. Skoraj vsaka hiša je bila povezana s kanalizacijskim sistemom. Obstajali so kanali iz pečene opeke, nekatere kanalizacijske cevi so bile pokrite, imeli so celo pregledne odprtine, da so lahko čistili zamašitve. Skratka, niso samo zgradili mesta, oblikovali so tudi sanitarno infrastrukturo. Po poročilih National Geographic in arheoloških raziskovalcev naj bi imelo nekaj hiš celo najzgodnejšo različico splakovalnega stranišča v antičnem svetu. To ni bila zgolj dekoracija, bilo je res funkcionalno. Tla so bila nagnjena, da je voda lahko odtekala. Glinene cevi so bile povezane s podzemno kanalizacijo. In številne hiše so imele tudi vodnjake, v času, ko v mnogih delih sveta še ni bilo organiziranega kanalizacijskega sistema. Mohendžodaro je bilo kot mesto, ki je bilo nekaj tisoč let pred svojim časom, in skrivnost ni bila le v infrastrukturi. Do danes znanstveniki še vedno niso popolnoma razvozlali pisave civilizacije v dolini Inda. Okoli leta 1900 pr. Naštoga štata so glavna mesta civilizacije v dolini Inda postopoma izginila. Zgodovinarji še vedno niso prepričani, kaj je bil pravi razlog za to. Obstajajo teorije o podnebnih spremembah, sprememba reke, suša, možen gospodarski zlom ali migracija prebivalstva. Vendar ni enotnega odgovora, ki bi ga vsi sprejeli. In tisoče let je Mohendžodaro preprosto prekrila zemlja, dokler ga niso ponovno odkrili v 20. stoletju. Izgubljeno mesto, ki je bilo daleč pred svojim časom. Veliki jez v Maribu v Jemlu. Več kot 2000 let, preden so bili zgrajeni sodobni jezovi, je bilo na arabski polotoku kraljestvo, ki je že ustvarilo namakalni sistem, ki je oživil celotno regijo. Po zgodovinskih zapisih in raziskavah arheologov naj bi ga zgradilo starodavno kraljestvo Saba ali Šeba, civilizacija, ki je obogatela zaradi trgovine z dišavnicami, miro in drugimi dragocenimi izdelki na starodavnih trgovskih poteh. Težava v regiji je bila voda, saj dež ni bil reden, podnebje je bilo vroče in bilo je težko podpirati obsežno kmetijstvo. Zato so nadzorovali sezonske poplave z ogromnim jezom. To ni bila preprosta vodna pregrada. Imeli so integrirane namakalne kanale, prelivne kanale, mehanizme za nadzor poplav in sistem za usmerjanje vode na kmetijska polja. Zaradi tega je nastalo obsežno kmetijsko območje sredi suhega okolja. Po mnenju zgodovinarjev je presežna proizvodnja hrane od tukaj pomagala, da je kraljestvo Sabe obogatelo in postalo pomembno središče prostega trgovanja v starodavnem Bližnjem vzhodu. To je povezano tudi z zgodbami v hebrejski Bibliji in Koranu o kraljici Sabe. A še bolj impresivno je, da je jez zdržal več kot 1000 let. Različne generacije so ga večkrat popravljale in krepile. In čeprav niso imeli sodobne betonske tehnologije ali jeklene ojačitve, so uspeli zgraditi strukturo, ki je preživela ostre puščavske razmere več stoletij. Kasneje, okoli 6. stoletja našega štetja, je jez utrpel hude poškodbe. Po nekaterih islamskih zgodovinskih virih je propad namakalnega sistema pomenil velik udarec za regijo in je celo povezan z množičnim izseljevanjem ljudi iz tega območja. In še danes veliki jez Maribo ostaja opomnik, da so že v starodavnem svetu obstajale družbe, ki so bile sposobne graditi infrastrukturo, ki se je za njihov čas zdela nemogoča. Masuda, Iwafuni, Japonska. V mirnem delu Japonske leži ogromen kamen, ki je še danes uganka za arheologe.
To ni slaven tempelj, ni grad, prav tako ni jasne zgodovine, zakaj je bil narejen. Imenuje se Masuda Iwafuni. Najdete ga v regiji Asuka, kraju, ki je bil središče moči starodavne Japonske od 6. do 8. stoletja. Asuka je znana po starih grobnicah, templjih in nenavadnih kamnitih rezbarijah. Toda med vsemi temi je Masuda Iwafuni ena izmed nenavadnih. Po mnenju japonskih arheologov nima natančne podobnosti z znanimi budističnimi ali šintoističnimi strukturami iz tistega časa. Tudi ne ustreza običajni zasnovi grobnic ali temeljev palač v starodavni Japonski. Zato so do danes vse skupaj le teorije. Možno so ga v preteklosti poskušali premakniti, vendar je bil pretežak, zato so ga pustili ob strani gore. Skrivnost se še povečuje, ker še vedno ni jasno, od kod točno so vzeli ta granit. V sodobnem času lahko premikamo ogromne kamne s pomočjo žerjavov, hidravličnih sistemov in težke opreme. Toda v starodavni Japonski, kako so to izklesali, kako so to postavili tja in, kar je najpomembneje, zakaj do danes še vedno ni dokončnega odgovora. In medtem, ko na tisoče turistov vsako leto obišče bolj znane zgodovinske znamenitosti Asuke, Masuda, Iwafuni, tiho leži ob robu hriba. Kot da gre za neko sporočilo, ki ga je starodavni svet pustil za sabo, pa ga še ne znamo prebrati. Nanmadol, Mikronezija. Sredi prostranega Tihega oceana stoji starodavno mesto, ki se zdi nemogoče za svoj čas. Ni bilo zgrajeno na gori, niti na celini. Zgrajeno je neposredno na koralnem grebenu, to je Nanmadol v Mikroneziji. Ko ga prvič vidiš, se zdi, kot da ni delo človeških rok. Dolgi morski zidovi in ogromni bloki vulkanskega kamna, ki jih je bilo mogoče premikati, zloženi so kot velikanska debla. Po podatkih UNESCO in arheoloških raziskav je ta kompleks sestavljen iz skoraj 100 majhnih umetnih otočkov, ki jih povezujejo kanali, zato ga včasih imenujejo tudi pacifiške Benetke. Toda pravo vprašanje ni, kako lepo je to. Vprašanje je, kako so jim to uspelo narediti. Kamni uporabljeni tukaj so bazaltni stebri. Težke vulkanske kamnine, ki so naravno oblikovane v stebre, nekateri izmed njih naj bi tehtali več ton vsak. In po raziskavah večina kamnov ni izvirala neposredno z gradbišča, pripeljati so jih morali iz drugih delov otoka. Po mnenju zgodovinarjev je bil Nanmadol zgrajen v času dinastije Saodeleur v 12. stoletju in je bil več generacij središče politične in verske moči v regiji. Njegova zasnova je prav tako edinstvena. Med kamnitimi strukturami so kanali, obstajajo dvignjeni zidovi, nekateri deli pa so očitno namenjeni izključno vladajoči eliti in verskim obredom. Toda do danes še vedno ni popolnega odgovora na vprašanje, kako so točno premaknili tako težke kamne na vrh območja. V ustnem izročilu lokalne kulture obstaja zgodba o dveh bratih, ki naj bi imela nadnaravne moči in sta domnevno spravila kamne, da so poleteli na gradbišče. Seveda tega ne sprejemajo kot znanstveno razlago. Toda tudi sodobni raziskovalci priznavajo, da je težko razmnožiti logistiko projekta, če bi uporabljali le preprosto tehnologijo tistega časa. Obstajajo teorije o bambusovih ovitkih, valjih in človeški sili, vendar še vedno ni razlage, ki bi popolnoma odgovorila na vse podrobnosti. Sčasoma je moč dinastije Saodeleur tudi upadla, Nanmadol so zapustili in narava ter morje sta ga počasi pogoltnila. Leta 2016 ga je UNESCO dodal na seznam svetovne dediščine, vendar ga je takoj uvrstil tudi na seznam ogrožene dediščine zaradi propadanja struktur in dviga morske gladine. In še danes ostaja Nanmadol eno najbolj neverjetnih in skoraj nemogočih inženirskih dosežkov starodavnega sveta. Mesto na morju, ki se zdi, kot da ga je ustvarila civilizacija, ki je bila daleč pred svojim časom, tako kot tempelj v Indiji. Tempelj Kailasa v jamah Elora je eno najbolj neverjetnih inženirskih dosežkov starodavnega sveta. Ko to vidiš od zgoraj, šele takrat se zaveš, kako neverjetno je to. Ogromen kos kamnine so izkopali navzdol s pečine, dokler se ni v celoti pojavil tempelj na sredini. Kot da bi velikan kipar preprosto odstranil odvečne kamne, dokler ni ostala natančna zasnova stavbe. Obstajajo velike kipe, obstajajo podrobno izrezljani prizori iz hindujske mitologije. In najpomembnejša podrobnost je, da vse izvira iz enega samega kamna. Po mnenju zgodovinarjev in na podlagi arheoloških raziskav je tempelj povezan z raštrakutskim kraljem Krišno I iz 8. stoletja našega štetja. A vendar še danes poteka razprava o tem, kako dolgo je pravzaprav trajala gradnja.
Nekatere zgodovinske ocene pravijo, da je bilo mogoče tempelj dokončati v manj kot 20 letih. Vendar pa veliko inženirjev v to dvomi. Po njihovih analizah je bilo namreč treba odstraniti ogromno količino kamnov, da bi lahko zgradili celoten kompleks. Še težje pa je, da lahko en napačen izkop uniči celotno strukturo. Če preveč zarežeš na napačnem delu, kamna ne moreš več popraviti. To pomeni, da so morali že na začetku razmišljati o končni obliki templja, še preden so začeli izklesavati goro. Zato je še danes veliko arhitektov in inženirjev, ki občudujejo raven prostorskega načrtovanja, ki je bila potrebna za to. Nekateri še vedno pravijo, da bi bilo tudi z moderno tehnologijo zapleteno ponoviti isti postopek na točno tak način, kot so ga naredili v preteklosti. In ni samo velikost razlog, zakaj je Kajlasa tempelj tako znan. Znan je tudi po svoji trdnosti. Obstajajo zgodbe, da so v času Mogulskega imperija vojaki cesarja Aurangzeba poskušali tempelj uničiti. Ampak tudi po več letih poskusov je bil učinek minimalen. Glede na strukturo, ne glede na to, ali je celotna zgodba resnična ali ne, je ena stvar jasna. Minilo je več kot 1000 let. V Indiji so bili obrtniki in inženirji, ki so lahko iz gore naredili pravo umetnino. Kamni iz Baalbeka, Libanon. Baalbek je znan po svojem ogromnem rimskem tempeljskem kompleksu, še posebej po Jupitrovem templju, toda prava skrivnost se skriva prav pod templjem. Na njegovi temeljni ploščadi najdemo tako imenovani triliton. 3 ogromne apnenčaste bloke, ki so bili postavljeni drug ob drugem z izjemno natančnostjo. Vsak od teh kamnov naj bi tehtal več 100 ton in niso bili le postavljeni, ampak so tako natančno prilegani, da med njimi skoraj da ni razmika. Če si jih pogledaš od blizu, izgleda, kot da so bili narejeni z moderno industrijsko natančnostjo. Po arheoloških dokazih so kamne izkopali iz kamnoloma, ki je nekaj 100 metrov oddaljen od tempeljskega kompleksa. To pomeni, da so morali ogromne kamne najprej prenesti čez neraven teren, preden so lahko postavili temelje. In tukaj se začne skrivnost. Kako? Obstajajo teorije o valjih, klančinah, vrveh in človeški sili. Možna je kombinacija inženirskih tehnik, ki so sčasoma postopoma izginile. A vendar do danes še ni splošno sprejete razlage, kako so točno postavili tako težke kamne na svoje mesto samo z uporabo tehnologije iz antičnega sveta. Zgodba je postala še bolj nenavadna, ko so v kamnolomu odkrili še večje kamne. Leta 2014 so po arheoloških poročilih nemških in libanonskih raziskovalcev našli še en izjemno velik kamnit blok, ki ga niso dokončno premestili. Ta je bil še težji od tistih, ki so v temeljih. Kot da bi nameravali uporabiti še večji kamen, a tega niso storili. Ni jasno, zakaj. Morda je bil pretežak celo za njih. Mogoče so spremenili projekt, ali pa je takrat prišlo do politične ali ekonomske krize. Obstaja tudi razprava o tem, ali je temeljna platforma povsem rimska gradnja, ali pa jo je morda začela že starejša civilizacija, še preden so prišli Rimljani. Do danes še vedno ni dokončnega odgovora, a eno stvar vemo zagotovo. V zgodovini inženirstva je Baalbek eden najjasnejših opomnikov, da so obstajali starodavni graditelji, ki so bili sposobni ustvariti projekte v takšnem obsegu, da jih je težko razumeti celo v sodobnem času. Newgrange, Irska. Na prvi pogled je videti kot velik hrib, toda znotraj tega ogromnega nasipa je dolg kamnit prehod, ki vodi naravnost v sobo na sredini. In tukaj pride na vrsto presenetljiv del. Ob zimskem sončnem obratu, najkrajši dan v letu na severni polobli, žarek sonca natančno vstopi skozi majhno odprtino nad vhodom. Svetloba bo prešla skozi ozki prehod in zadela bo prav notranjo sobo. Ta poravnava ni naključna. Tako natančno je, da se točen učinek zgodi le nekaj minut vsako leto. To pomeni, da so imeli tisti, ki so zgradili Newgrange pred več kot 5000 leti, že globoko razumevanje gibanja sonca in sezonskih ciklov. Po mnenju zgodovinarjev in arheologov je bila zimski sončni obrat verjetno pomembna za njihova verovanja, saj simbolizira vrnitev svetlobe po najtemnejšem delu leta. Vendar pa ni samo astronomska poravnava razlog, zakaj je Newgrange poseben. Do danes je njegova notranja komora še vedno suha. Več kot 5000 let dežja, vetra in hladnega podnebja Irske, toda streha s konzolnim obokom te zgradbe ostaja trdna, brez cementa, brez jeklene ojačitve. Kamnite so bile skrbno položene in prilagojene, da voda naravno odteka iz zgradbe, kot da bi govorili o starodavnem vodoodpornem inženirstvu.
In medtem ko znanstveniki še naprej preučujejo Newgrange, je ena stvar jasna. Tega ni ustvarila preprosta primitivna družba. To je bila civilizacija, ki je znala združiti astronomijo, inženirstvo in simbolično oblikovanje na način, ki je občudovanja vreden tudi v sodobnem času. V skalo vklesane cerkve v Lalibeli, Etiopija. V gorah Etiopije je kraj, ki se zdi, kot da ni delo človeških rok. To so v skalo vklesane cerkve v Lalibeli. Ko rečemo izklesano, to ne pomeni, da so samo dodali kamnite okraske. To pomeni, da so izkopali zemljo navzdol, dokler ni prišla na plano celotna cerkev, kot nasprotje običajne gradnje. Namesto da bi gradili navzgor, so odstranili ogromen del kamna, dokler ni ostala natančna oblika stavb, vse iz enega samega trdnega kamna. Po zgodovinski tradiciji so bile cerkve zgrajene v času kralja Gebre Meskel Lalibele iz dinastije Zagve okoli 12. do 13. stoletja. Pravi se, da je bil njegov cilj ustvariti novi Jeruzalem v etiopskem višavju, potem ko je postalo za krščanske romarje težko obiskati pravi Jeruzalem zaradi konfliktov v regiji v tistem času. Zato ima veliko delov kompleksa simbolično povezavo s Sveto deželo. Toda, ne glede na to, kako pomembna je njena verska simbolika, je inženirstvo tisto, ki ljudi resnično očara. Ko so portugalski raziskovalci v 16. stoletju prispeli v Etiopijo, so poročali, da so cerkve zgrajene skoraj nadčloveško. Obstajajo celo lokalne tradicije, ki pravijo, da so po noči, potem ko so ljudje po dnevi delali, pri gradnji pomagali angeli. Seveda je to del verskega prepričanja in ne znanstvena razlaga. Toda, tudi če odstranimo legendo, ostaja resničnost. Zelo težko je razložiti, kako je bilo mogoče izvesti tako veliko izkopavanje s takšno natančnostjo. In kar je še bolj impresivno, Lalibela niso zapuščene ruševine. Skoraj 800 let kasneje je to še vedno živ kraj bogoslužja. Še danes etiopski pravoslavni verniki vsak dan spuščajo v te kamnite cerkve, da bi molili. V zgradbah izklesanih neposredno iz gore njihovih prednikov Sigirija, Šrilanka. Sredi džungle Šrilanke se nenadoma dviga ogromen granitni kamen iz zemlje kot naravna trdnjava. Skoraj 200 metrov je visok in na vrhu te skale je nekoč kralj zgradil svojo palačo. To je Sigirija, ena najbolj osupljivih kraljevskih kompleksov starodavne Azije. Po strilanskih zgodovinskih kronikah, kot je Mahabamsa, je kralj Kasjapa prišel na oblast potem, ko je prevzel prestol svojemu lastnemu očetu. Medtem je skrivni zakoniti naslednik Mogalana pobegnil v Indijo. In Kasjapa je vedel, da se bo njegov brat nekega dne vrnil, da si povrne kraljestvo. Zato se namesto, da bi ostal v tradicionalni prestolnici, odločil, da iz ogromne skale Sigirija naredi trdnjavo. Toda to ni bila le preprosta vojaško skrivališče. Iz nje je naredil izjemno napredno kraljevsko mesto. Ob vznožju skale so ustvarili geometrijsko načrtovane vrtove s kanali, bazeni in fontanami. In tukaj postane inženiring res impresiven. Do danes še vedno deluje. Nekateri izmed starodavnih fontan v Sigiriji med deževno sezono. Po mnenju arheologov, sistem uporablja podzemne vodne kanale in naravni pritisk zaradi višine vode, zgolj gravitacijo in pametno hidravlično zasnovo. In to je bilo narejeno pred več kot 1500 leti. Med vzponom na skalo je nekoč stal velikanski levji vhod. Ogromna struktura, izklesana v kamen, skozi katero so obiskovalci morali iti, preden so prišli na vrh. Danes so ostale le orjaške levje šape. Obstaja tudi tako imenovani zrcalni zid, gladka stena, ki je bila nekoč tako spolirana, da naj bi kralj med hojo videl svoj odsev. Na robu skale so še vedno freske žensk, ki so videti kot nebeška bitja, nekatere pa so ostale jasne tudi po stotinah let. Toda, tako kot v številnih starodavnih kraljestvih, tudi moč Kašjape ni trajala dolgo. Ko so ponovno prevzeli prestol, je bila Sigirija zapuščena in spremenjena v budistični samostan. Čandčanbauri, Indija. V puščavski regiji Rajasthan v Indiji se nahaja Čandčanbauri, eden najbolj izjemnih stopničastih vodnjakov, ki so jih zgradili v starodavnem svetu. Če pogledaš od zgoraj, takoj vidiš razlog, zakaj je tako znan.
Tisoče stopnic, ponavljajoči se geometrijski vzorci in skoraj popolnoma simetrična zasnova od vrha do dna. Celotna struktura se spušča globoko navzdol. Izkopana je v zemljo, da bi dosegla podzemno vodno zalogo v enem najbolj suhih delov Indije. Toda zasnova ni le praktična, arhitektura je tudi genialna. Ko se spuščaš po stopničastem vodnjaku, se temperatura postopoma ohlaja. Po mnenju raziskovalcev je dno za nekaj stopinj hladnejše kot vrh. Preprosto povedano, to je kot naravni hladilni sistem sredi silovite vročine puščave. In pomisli, kakšna natančnost je bila potrebna za izdelavo tega. Tisoče stopnic. Enake mere, popolna poravnava in dosledna geometrija od vrha do najgloblje točke. Brez lasepskih merilnih orodij, brez CAD programov, brez dronov, da bi si lahko ogledali celotno zasnovo od zgoraj. Graditelji v preteklosti so dobesedno kopali navzdol, medtem ko so poskušali ohraniti natančen vzorec celotne strukture. In kar je najbolj nenavadno, končnega vizualnega učinka niso mogli videti v celoti, medtem ko so to gradili. Celotno geometrijsko simetrijo lahko vidiš šele, ko stojiš na robu stopničastega vodnjaka in gledaš navzdol. Perspektiva, ki ni bila na voljo delavcem, medtem ko so gradili spodnje nivoje. Zato se še danes številni arhitekti in inženirji čudijo matematični natančnosti Chant Bavarija. Chant Bavari. Več kot 1200 let je minilo, odkar je bil ta kraj pravilno zgrajen. Kraljestva so se spremenila so se, imperiji so padli. Toda pa vedno ostaja natančna postavitev vsakega elementa, kot zamrznjena geometrija iz starodavnega sveta.